Med nami pozdravljam gospo Heleno Bizjak, nekdanjo profesorico, slavistko in pisateljico, ki nam bo predstavila del svoje družinske zgodbe skozi knjižno pripoved oziroma kot pogovor med dedkom in vnukom. Čeprav je tema knjige zahtevna in boleča, pa jo gospa Helena posreduje v taki obliki, da nam postane razumljiva, da z njo sočustvujemo in da spoznamo, da je tudi v času vojne, preizkušenj in sovražnosti mogoče ohraniti človečnost ter poštenje. Gospa Helena, od kje vam pogum oziroma želja, da svojo zgodbo delite s širšim krogom bralcev? Vemo namreč, da je o bolečih osebnih temah težko govoriti, še težje pa jih je deliti z javnostjo. Pozdravljeni, ja, to je res, kar ste rekla, ampak jaz mislim, da sem to bolečino že nekje ozavestila in da mi je ravno ta knjiga pomagala, da sem nekako zaživela spet na novo. Torej, zelo sem bila vesela, ko je knjiga lahko izšla, čeprav delno v samozaložbi, tako da predstavim ne samo zgodbo mojega očeta pravzaprav in mojega sina in v spomin mojega sina, ki bi imel zdaj 50 let, pravzaprav konec lani 17. decembra, ko je tudi rojen Beethoven, on je bil tudi priznan skladatelj, ampak tudi v spomin očeta, ki je pa tudi praznoval 30-letnico smrti. No, tako in mi je to bilo v tolažbo. Dejansko, da zelo rada zdaj govorim o tem, ker je rekel sam tukaj v uvodu, v reklami povedal tudi pisatelj pater Franc Kejžar, da sem uspela iz zelo težke teme pero zasukati v dobro smer, ker sem imela odličnega pomočnika Mihca. Ja, torej prva in druga svetovna vojna, ki je omenjena največ v teh zgodbah, ja, pravi, otrok omili dedka in njegove vojne spomine, da jih pripoveduje kot pravljico za lahko noč. V vsaki zgodbi se vojna resnično čudežno obrne v dobro, No, ko se zgodi se torej resnična pravljica, kakor se je zgodila tudi leta 91, ko smo mi dobili svojo državo, In to bomo pa kasneje še poudarila, zakaj je tudi, ni samo družinska knjiga, ampak je tudi, lahko bi rekla, domovinska knjiga. Ja. Zdaj ste se že nekoliko dotaknili vsebine knjige, pa bi mogoče res povedali nekaj besed o sami zgradbi, kako je knjiga zgrajena oziroma kaj je zgodba glavna, ki nekako po delih skozi knjigo predstavlja tako zgodovino slovenskega naroda v določenem obdobju, kakor tudi vašo družinsko zgodbo. Nekaj o vsebini knjige. Ja, mogoče bi šla kar samo skozi naslove, ki že sami po sebi in glavne stavke, ki so ob resničnih fotografijah, ki so tudi v knjigi opremljene v vsaki zgodbi. Zgodbi je 13 in še zaključek, Ja, s predgovorom seveda tudi pisatelja, esejista, pesnika Miklavža Komelja, Prešernovega nagrajenca, ki je tudi poznal mojega sina Mihaela, No, in torej začne se seveda za to nekaj besed o življenju mojega dela, da predstavim najprej mojega očeta, kdo je bil, upravnik pošte, tudi prvo pošto v Novi Gorici je on ustanovil, in potem je bil dolga leta upravnik pošte, nekaj let pred smrtjo je bil potem svetovalec, svetnik, in pa potem tudi kako je on, njegova zgodba in njegovega očeta, mojega deda, ki so bežali pred zmajem fašizma leta 19 iz Trsta v Maribor. Zato je tudi naslov
podnaslov te knjige, Dedek in Mihec, iz Trsta v Maribor, pobeg primorske družine pred zmajem fašizma. Ne? In torej najprej očeta, tudi medvojno, o prvi svetovni vojni, pa medvojno, pa v času druge svetovne vojne so zgodbe, kaj je on vse doživljal. In pa torej o tem, kaj je bil upravnik pošte v Novi Gorici, in pa na koncu pa tudi kako je družbeno sodeloval, ne? Torej vse, kar je bilo zastonj, vsa društva možna, tam drugi so pač nekako bolj si gradili hiše pa služili. Naš oče je pa vse to imel, ustanovil je tudi šahovsko društvo Novo Gorico, ne samo torej nogometno zvezo, tudi tam je bil, potem pri filatelistih ravno tako. In pa kulturno društvo Svoboda, ne, kjer je bila tudi glasbena šola, ker sva tudi midva z bratom nekaj sodelovala in tako. Pa pihalni orkester, goriški pihalni orkester, čeprav sam ni znal nič pihati, ne, ampak organizator je bil pa res odličen, največ pa šahist, dobil je tudi pred smrtjo zlato priznanje, plaketo, zlato značko od šahovskega društva za Slovenijo. No, potem pa predstavim ob koncu pa tudi mojega sina Mihaela, ne, ki je bil kot otrok, seveda tukaj nastopa, delno v zadnji zgodbi kot najstnik, 16 let. On je prav vnuk Lili Novi in je vedno puščal razne listke kot Lili, ki je puščala na škrniclih svoje pesmi, ne. Tak je bil tudi moj sin, tudi pesmi je pisal seveda, ampak to sem jih jaz vse zbrala, mogoče bo kdaj ta knjiga tudi išla. Pa take svoje spomine. Torej, oba sta nekako predstavljena, čeprav je tukaj dedek pač kot dedek, ki je bil mu pa tudi vzgoj, da bi rekel, lep zgled in tudi oče. Torej, knjiga je res, bom rekla, lepo opremljena z fotografijami, slikami in o tem bomo pa malo kasneje povedali še kaj. Mogoče, če se vrneva še k samemu zgodovinskemu ozadju, to se pravi, družina vašega starega očeta je bežala iz Trsta v Maribor. Tako, Tudi Maribor pa je bil precej nemčurski. Tako. Ali tudi v vaši knjigi o tem, kaj spregovorite, predstavite tudi to obdobje? Ja, prav v prvi zgodbi predstavljam tole obdobje. Namreč lahko je tudi kar naslovnica, ki tudi že nekaj o tem govori, najprej torej Dedek in Mihec, da sta tu predstavljena, ampak spodaj pa sprašuje Mihec dedka, kje si se pa rodil? In on pravi v Trstu, ob morju, veš, in tukaj je tale pač opremljevalka, slikarka, oblikovalka, tudi te hiše v Trstu, to je prav tisti predel, ki je bil slovenski takrat, najbolj slovenski, a ne, ob morju, ja. Mislim, da Rojane, ja, tako. No, in je zgodba, ko ste pa v Mariboru prišli, kako so potovali moja družina, torej družina mojega starega očeta, z staro mamo, ta najstarejši je, tukaj fant je moj oče, kot, mislim, 6-letni otrok, tam leta 18, potem je stric pa teta, pa stara mama, to je, mislim, da je to slika iz leta 1918, če se ne motim, ja. Ker 19 so potem že morali bežati spodaj, so pa kovčki, pa spet narisali, ne, ta slike teh hiš slovenskih tam v morju, ne, ki so pa potem morali bežati v Maribor. Tukaj je pa zgodba, ki jo je moj oče rad pripovedoval, kako so v kavarni Astorija radi se zbrali Primorci, takrat je bilo že ustanovljeno društvo Primorsko Nanos, izseljeniško Primorsko društvo Nanos, ko je bilo tam 30 000 Primorcev, že pobegljeno do leta 21. No in s tem so dali naši Primorci, tudi moja družina, kaj bi se rekla, oče je rekel, eno narodnostno injekcijo tem nemškotarjem, ki so bili, nažalost povedano, v glavnem Slovenci, ne. Torej,
Včasih so bili celo bolj hudi kot pa sami Nemci. No, torej, večinoma se je takrat govorilo nemško tam v Mariboru, ne? Oče povedal. Ne? No, jaz bi prebrala tale odlomek, ko so se zbrali v kavarni Astoria in so pač dve omizji bili. Na eni omizji so bili Primorci, zavedni Slovenci, druga omizja so bili pa ti nemškutarji. Torej, ko so prišli v Maribor, je bilo jeseni leta 19. V Maribor smo se uselili v izpraznjeno stanovanje v Gajevi ulici. Marsikje po ulicah smo slišali nemško govorico, tudi lastniki hiše so govorili nemško. Vendar nismo bili osamljeni. Prihajalo je vedno več Primorcev iz Trsta in drugih krajev v Maribor in okolico. Ti so kmalu zasedli izpraznjena mesta v raznih uradih in ustanovah, kot je bila železnica, policija, kaznilnica. Avstrijci so se namreč naglo vračali nazaj, odkoder so prišli. To so bila huda leta, a ne, dedek, se zamisli Mihec. Res, Mihec, Maribor je bil zelo nemškutarski. Kaj to pomeni, dedek? To pomeni, da niso samo Nemci tam govorili po nemško, ampak tudi mnogi Slovenci. Ti so se udinjali nemški oblasti in tako izdali svojo domovino. Včasih so bili celo hujši od Nemcev. Nekoč se je zgodilo, da smo se s prijatelji spet zbrali v večji družbi v kavarni Astoria. Veselo smo se pogovarjali in nazadnje tudi zapeli kako slovensko narodno pesem. Ponavadi je začela peti moja sestra Dženja, ki je bila učiteljica in edina ženska v naši družbi. To pa ni bilo všeč enemu izmed naše družbe in jo je ošvrknil. Vse, kar je ženskega spola, je neumno. Vsi v družbi smo onemeli. Moja bistra sestra pa je kmalu mirno odgovorila. Toda, gospod, kakšnega spola pa je vaša glava? Vse omizje je planilo v smeh. Naš domišljavi znanec pa je na hitro vstal in odšel. No, pa še to. Pa naše slovensko petje ni motilo le tega napihnjenca. Po strani so nas gledali tudi pri sosednjem omizju, kjer se je govorilo samo nemško. Nekdo izmed njih je vstal in zahteval, naj se neha peti slovenske pesmi. Moj brat Riko, to pripoveduje moj oče, ki se je večkrat šalil s policaji, kdo bo koga ulovil, je tudi vstal. V odlični nemščini mu je take odbrusil, da se je nemškutar kar sesedel. Celo naše omizje je tudi vstalo in moški so si že vihali rokave. Pa ni bilo treba rokoborbe, kajti nemškutarji so jo na hitro popihali iz kavarne. Hvala za ta odlomek, je mogoče še kakšna posebnost, kakšna taka stvar, ki bi jo tudi še želeli predstaviti iz knjige? Ja, gotovo. Povedali bi samo še naslove mojih zgodb, in ki govorijo že vsak po svojem. Druga zgodba govori rubež v hiši. Kot mnogi Primorci je bila moja družina tudi zelo revna. In 3-krat so rubili doma, čeprav skoraj niso imeli kaj. Potem je tretja zgodba moje srečanje z generalom Maistrom. Moj oče je končal gimnazijo kot najrevnejši učenec, ampak ker ni mogel, seveda ni bilo denarja za kak študij, je iskal službo. In ker je bil tudi tajnik iz nekaj časa izseljeniškega društva Nanos, pa je moj star oče je bil pa rezervni vojak Rudolfa Maistra, sta skupaj stopila k Rudolfu Maistru, ki je bil sicer takrat že v pokoju, ampak še vedno zelo znamenita osebnost, in da bi ga prosila, da bi posredoval za očetovo službo. Četrta zgodba pa začenja se nova vojna, druga svetovna vojna, dedek se vrača domov. To je bil rezervni oficir, moj oče, v jugoslovanski vojski, in ker je vojska razpadla, se je z vlakom in na razne načine tudi peš moral vračati domov
v Šmarje pri Jelšah, kjer se je že takrat med vojno, torej ob začetku vojne poročil z mojo mamo in je bil tam torej tudi v Rogatcu uradnik na pošti. Pravzaprav naš oče je najprej nekaj naredil, kar je bilo res pogumno dejanje, da je rešil 10 ujetnikov, ki bi morali iti na fronto, ker so tam kopali jarke in to so bili sami intelektualci. Nekdo je ob koncu njegovega delovnega časa pač prišel k očetu in ga na kolenih prosil, naj jim pokaže, kako naj zbežijo na Boč k partizanom, ne? Ker jih hočejo poslati na fronto, ker so vedeli, da ne bi preživeli. Ne? No, in oče je kljub temu, da se je bal, da je morda vohun, ampak ko je spregovoril francosko, je bil to ugotovil, da je francoski duhovnik to bil. Oče pa tudi znal francosko, in tako sta se pomenila. Mu je narisal pot po potoku gor na Boč, kjer so bili partizani in tudi potem so te ljudi poslali po raznih kmetijah, da so tam delali in tako jih dejansko niso do konca vojne so tam preživeli in so se tudi rešili vsak v Francijo, Nizozemsko, odkudar so pač bili. Oče je tudi čez 5 let dobil pismo, ker se mu ta duhovnik zahvaljuje za rešitev. Doživel je pa moj oče tudi zgodbo, ki je lahko, evo tukaj moral se je potem ga je, zato ker je rešil te ujetnike, ga je njegov pismonoša zatožil na Gestapu. In se je oče moral iti zagovarjati v Stari Piskarovi Celje. Potem je pa tudi zanimiva zgodba, ko je oče bil tudi v eni noči, pravi, je postal doktor, moral nadomeščati zdravnika. Torej, oče je bil dežuren takrat po 2-3 nočeh, ko je zdravnik sam moral se malo naspati, ker je ob koncu vojne prihajalo zelo veliko četnikov, pa ne vem, tudi ustašev, ki so bežali, mislim, v Avstrijo, pred našo oblastjo. In so se v Šmarju ustavili, bili so tudi ranjeni, očitno so imeli kakšne spopade s partizani. No, in oče je gotovo enih 20, takrat se moral narediti zdravnika, ker če bi povedal, da je samo pomočnik, ki ima samo prvo pomoč, in torej znanje iz prve pomoči, gotovo ne bi preživel. In no, tako je pomagal recimo 20 ranjenim, jih je obvezal, jim je dal tudi pomirilo, enega mu je mogel celo nogo naravnati, take zgodbe. Vse konča nekje 2. svetovna vojna in še pred tem pa je zgodba, vsi spimo na sodu Smodnika. Vsi smo en teden spali na sodu Smodnika, kaj to pomeni. Ob koncu vojne so en cel nemški vod je odložil vse svoje orožje v izpraznjeni sobi spodaj, ker mi smo bili pa v prvem nadstropju. Tako in ta zgodba, torej, kako je to, tisti nemški vod niti ni vedel, da je konec vojne, oče in mu je moral vse to povedati, kaj in kako, zakaj. Na koncu je pa zadnja zgodba, Mihčeve čudne sanje. Mihael je bil zelo prestrašen in potem mu je oče zato povedal eno malo smešno zgodbo, ki jo je povedal celo v malo smešnem kraškem dialektu. S tem hočem nekako, malo sem jaz tudi to kar pustila, da je dialekt tako, kot je oče govoril. Sama se ga tudi še dobro spomnim pri stari mami, ker smo bili v mejni vasi, to je Voglje pod Ripantaverom. Ripantaver je spadal že pod Italijo in tam je dejansko bila železna zavesa. Ko so nekateri ljudje bežali v Italijo, tako v 50 letih so tudi vojaki, ki so bili ob meji, streljali jih. Ampak naš oče govori o teranu tukaj in o tem, kako je
pripeljal še svojega prijatelja, glavnega sodnika v Novi Gorici, on je bil pa upravnik pošte, in kako sta se ga malo napila tega terana, ne? In kako sta potem vesela z flaškoni terana odhajala na postajo v Dolnjo Kreplje. Ampak še prej, seveda jo je pa ustavil vojak ob meji, tam pod Repentabrom je pač bilo kar precej vojakov, ker so ljudje bežali, kot sem že rekla, nekateri in so tam pač morda nekatere tudi ustrelili. No, ker je moral pa tudi sodnik nositi še očetov flaškon, ker oče je bil res je jamral in tako je vojak določil, da mora še njegov flaškon 5 litrov nositi, ne, je rekel takole. Ajde, uzmi ti sudija in nosi Joško i sad. Po poti nisem slišal nanka Anu lijepo reč. Od sudija seveda. Tako je bil sudija od jezer preč. Olajšal se je pole v Pržonu, dok niso prišli policijoti. Dedek, kaj je to Pržon? To je zapor, Mihec, je pojasnil dedek. No, policijoti so ustanovili, da so zares zaprli mene, upravnika z pošte in v glavnega sudija z Gorice, pravijo oni. Hitro so vzeli flaškone z police, eno so nas zaprosili, naj bi bili o tem prpetljaju tiho. No, tvoj dedek je vse to doma pravo, povedal je tudi, da sem k dober človek, pošten je vnufin, rekel sudiji, ti boš tudi moj flaškon za starano, ki si ga zaslužil, dobil. Tukaj so pa še spomini, moji spomini, moj sin kot skladatelj, seveda sem bila kot mama zelo ponosna, ko je v Slovenski filharmoniji, tretji najstarejši se mi zdi v Evropi, 1701, ja, je imel svoj koncert kot skladatelj, mislim, njegove skladbe so igrali. On je pravi eden najboljših, tako pravi njegov prijatelj Miklavž Komelj, elektroakustičnih skladateljev, sodobnih elektroakustičnih skladateljev v Sloveniji. Tako, potem je še nekaj slik s pisavo mojega očeta, da je res on to dokumentarno vse zapisal in da smo Primorci zares bili tisti, ki smo pripomogli, da je Maribor in okolica ostala naša slovenska, postala pravzaprav. Ja, in zato imam res na koncu, sem si tudi upala zapisati, da je knjiga izšla ob 30-letnici slovenske državnosti. Kdo je knjigo oblikoval? Ja, to pa res moram zelo pohvaliti oblikovalko, ki je tudi slikarka in kiparka. To je gospa Pia Frelih, tako da sem ji zelo hvaležna. Ob koncu bi še vprašala, komu je knjiga namenjena, pa kje se jo lahko naroči? Knjiga je namenjena, bom rekla, vsem narodnozavednim ljudem v Sloveniji, vsem, ki praznujemo 30-letnico državnosti in pa vsem dedkom in babicam tudi. Tako, da lahko jo naročite pri založbi Stela. Tukaj je reklama, v kateri je tudi pisano zadaj, bom pa prebrala. No, naročite pri založbi Stela na telefon 031 843 173 ali na e-naslovu stela.založba@gmail.com. Gospa Helena, lepo se vam zahvaljujem in vam želim, da še kdaj vzamete pero v roke, mogoče tako, kot ste omenili, izdate tudi sinove pesmi in tudi na tak način prebujate slovensko narodno zavest, osveščate in delate korake tudi za prihodnost. Hvala vam. Hvala tudi vam, ker ste me povabili.